Živijo, in tukaj, gledajte, slon je easy. Jaz tukaj razgledam slon, na najbolj easy način. A veste, kad človek običajno reče pač števnike, takoj pomislite na, ne vem, da greste šteti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 milijonov, 7 milijonov, tako naprej. Ali pa, kad človek reče števnike, tudi lahko pomislite na to pač, kako se zapiše števila, ne? 5 presledek milijonov, presledek 20, presledek 1000 in tako naprej. Te števnike razdelimo na 4 različne oblike in danes jih bomo bolj podrobno pogledali. In začeli bomo kar s prvo. In to je to so glavni števniki. To so pač mali števniki, s katerimi v bistvu pač tudi štejemo med drugima, ne. Koliko je, ne vem, zvezd na nebu, čeprav jih ni samo 3, so 3 zvezde na nebu, ne. Ali pa koliko je oken 30, koliko je luči 5 milijonov. Čeprav ne vem, da jih je to. Pač ne vem, če jih je toliko, ampak tako naprej, ne. Vprašalnica je koliko in v bistvu zgovorite, koliko je pač neke stvari. Koliko je sten 4, tako naprej. Pri tem ne bo nobenih težav, ne. To je pač, ga poznamo že od prvega razreda. Potem drugi števniki, ne, so pa vrstilni števniki. Te števniki, ne, smo, pač verjetno ste tudi že slišali pri pridevnikih, ne, za vrstni pridevnik. On nam v bistvu pove, katere vrste je neka stvar, no. Ta števnik nam ne pove, katere vrste je neka stvar, ampak nam pove, katera povrst je ta neka stvar, ne. Naprimer, kateri prst je prstanec? Je 1, 2, 3, 4. prst, ne, po vrsti. Kateri prst je prstanec? 4. prst po vrsti. Kateri sem v čakalni vrsti? Ne vem, 15, ne. Tale pika tudi tukaj na koncu je 4. Peti, 6, ta i, ali pa pika na koncu, ne, pač ta pika oziroma i na koncu nam pa to tudi izda, da je število potem vrstni števnik. Vprašalnica je kateri in odgovorimo pač, kjer po vrsti je, ne, oziroma katera po vrsti je neka stvar. Ta je tudi kar precej easy, ne. Gremo zdaj na tretjega, ne, vidite, tretji števnik. Tudi je vrstilni, ne, pač ta tretji, ker je pika na koncu. Ampak ta tretji števnik je pa res naročilni števnik, ne. In tale je pa malo zanimiv v bistvu. Pri naročilnem števniku gremo lahko v bistvu že kar takoj noter, vidite, da imam tukaj nekako pač kot 3 različna pisala, ne. Imam ono pero, ko so včasih prav še pomakali noter v črnilo pa pisali, imam potem svinčnik in ne vem, če to mami mislila čopica, verjetno je to mislila nalivnika, ne. In tukaj imamo bolj natančno 3 pisal. Kolikor imamo pisalo, oziroma kolikor 3 pisala, ne. Ta je pač malo čuden, ampak ja, malo čuden, samo to vam zapovedati. Kolikor 3 pisal, ali pa imamo tudi pač 2 rokavic. Imamo smučarske rokavice, oziroma zimske rokavice in boksarske rokavice, ne. Vidite, zimske in boksarske. Kolikor 2 rokavic, ne, imamo 2 rokavic, vprašamo se pa koliko. Torej, odločilnega vprašalnica kolikor, ali pač kolikor, ne, in odgovorimo z 2 rokavic, 3 pisal. Nam v bistvu pove, koliko je neke, pač imamo isto stvar, ampak nam v bistvu pove, koliko je vrst te iste stvari, ne. Vse to so pisala, ampak so 3 vrste pisal, 3 pisal. To je bil ločilnik. In zdaj pa slišali ste to vprašalnico kolikor, pa ste možno, da mislite, da je malo čudna. Poslušajte to vprašalnico. Kolikor. Zdaj pa mi po pravici odgovorite, zdaj pa po pravici sami sebi odgovorite, če ste kadarkoli v življenju uporabljali ali vprašalnico kolikor ali pa kolikor. Jaz osebno vam lahko povem, da nisem, ampak tale kolikorna vprašalnica gre pa k 4. števniku in to je množilnik. In že takoj vam lahko povem v bistvu neko zgodbo, ne. Predstavljajte si, da ste v kinu in da imate tam neko posebno ponudbo, da dobite v bistvu pač tako vstopnico, ne, ki je pa v bistvu pač, ima 3 različne te pač prelome gor, te kartice, ne. Tega, ker s to eno vstopnico lahko gledate 3 različne filme. Greste pač kaj od trga eno, greste na tisti film, greste nazaj od trga drugo, greste na drug film in če tretjo od trga, pa greste na ta tretji film, ne. To je 3. vstopnica, ne.
to pač, vsi si lahko zdaj predstavljamo, kako je, ne. In kadar imamo pač trojno vstopnico, na primer, se po njej vprašamo, kolikern, oziroma kolikerna vstopnica je, oziroma kolikerna trojna vstopnica. Ali pa tukaj imam pa en primer iz pač pravega življenja, ki si ga boste lahko zapomnili. Moja babi ima tako res ena huda, ful dobra očala, ne. Tako pač, normalno očala, predstavljate si, in na vrhu pač teh steklic ima normalno dioptrijo. Na dnu teh steklic ima bralno dioptrijo. In potem pa še ta najboljši del, na ta očala lahko da magneten nastavek. Ima očala z dioptrijo, ki so hkrati sončna očala. A ne? Torej ima vse skupaj očala z normalno dioptrijo za branje in čez sončna očala. Ona ima trojna očala, babi. Dobra očala imaš, če to gledaš. A ne? In če kadarkoli imate dvome o množilnem pač števniku, spomnite na mojo babi in na njena amazing, huda očala. Ampak to je to, grem sam že na hitrico skozi. Imamo vse skupaj 4 različne števnike. Glavni se vprašamo koliko je oken 3, na primer. Pol imamo vrstilno, v bistvu se vprašamo, katera je neka stvar po vrsti. Kateri je pač prstanec po vrsti 4, a ne, ta pika oziroma ti ga tudi nekako izda. Pol imamo ločilni, ne, po katerem se vprašamo koliker in nam v bistvu pove, koliko različnih vrst iste stvari, ne. Trojepisal, koliker, trojepisan, ne. In pol imamo pa še 4. množilni, ta nam pa v bistvu pove pač, koliko, pač nam v bistvu se vprašamo kolikern in imamo tukaj pač primer trojna vstopnica, ne, trojna vstopnica, kolikerna vstopnica, trojna, kolikerna očala, trojna. In babi, dobra očala imaš. In če se vrnemo še k vprašanju prej, ne, če ste že uporabljali te vprašalnice v pravnem pač v življenju, no. Potem, če jih niste, upam, da jih v prihodnosti boste, ker ste si ogledali ta filmček od Slona Easy. Copyright. Ampak glavno, to je to. Upam, da vam bil ta filmček všeč in če bi mi ful pomenili, če bi ga všečkali spodnji pod videom, ali pa če bi se naročili na moj YouTube kanal, rdeč gumb naročite se, čisto brezplačno in ful bi mi pomagali. Glavnem, upam, da se imate lepo, da se vidimo še drugič in zapomnite si, moja babi ima ful dobra očala. Čau. Ja, babi pa nisem hotel užati, sem tako res imaš ful dobro očala, pa bi mi ful pomenili, če bi mi jutri lahko mogoče skuhala govejo juho. Ok, hvala, čau. Z dodatnim mesom, čau.